Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada povabila oziroma še enkrat spomnila na MoneyHow Live, ki se bo zares zgodil live. Dobimo se 27. oktobra ob 17. uri v Kristalni palači v Ljubljani. Vsebino bomo soustvarili serijskim podjetnikom in milijonarjem Damjanom Merlakom, poznavalcem kapitalskih trgov Andražem Grahkom, strokovnjakom za bolj konzervativne naložbe Blažem Hribarjem in pa seveda strokovnjakom za nepremičnine oziroma ocenjevanje vrednosti nepremičnin Andražem Briljem. Na vročem stolu pa bodo sedeli tudi drugi strokovnjaki za različna področja, vse od davkov do energetike. V uvodu bomo najprej pogledali, kje smo, to nam bo predstavil analitik Matej Šimnic, ki ste ga tudi že imeli priložnost večkrat slišati na MoneyHow. Nadaljevali bomo pa z iskanjem odgovor na vprašanje, kam gremo. Obdelali bomo različne tematike, vse od investiranja v času borzne nevihte in prehladov na delniških trgih. Potem seveda vprašali se bomo, kje, kako, zakaj, koliko. Tukaj bomo poskušali biti kar se da konkretni. Odgovorili bomo tudi na vprašanje, kaj bo s kriptom, ko zares trešči na borzi in ali je nepremičnina v tem hipu zares edina varna naložba. Vprašali se bomo tudi, kje bomo čez 20 let. Predlagam, da se nam pridružite. Veseli bomo, če boste z nami, tako da vabljeni. Zdaj pa pojdimo na današnjo zelo zanimivo vsebino. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnje čase naša vlada omenja več 100 milijonske pomoči, subvencije, poroštva, dokapitalizacije, dvigovanje plač v javnem sektorju in drugih socialnih transferjev in tako naprej. Ob vseh teh milijonih in milijardah se postavi nekaj vprašanj. Kako bomo vse to financirali, za koliko se bomo zadolžili, koliko časa bomo odplačevali ta dolg, ter za koliko bomo zadolžili naše otroke, vnuke, pravnuke. O tem, kako se Slovenija zadolžuje, se bom pogovarjala z generalnim direktorjem Direktorata za zakladništvo pri Ministrstvu za finance, Marjanom Divjakom. Lepo pozdravljeni, gospod Divjak. Lepo pozdravljeni. Mimogrede, del intervjuja bomo objavili tudi na Bloomberg Adriji. Gospod Divjak, zadnjih 10 let sedite na čelu našega dolga, če lahko malo poenostavim. Vaša naloga je, da upravljate z dolgom in likvidnostjo državnega proračuna ter z denarnimi sredstvi zakladniškega računa. Leta 2017 pa ste prejeli tudi naziv Sovereign Risk Manager, kar lahko prevedemo kot državni upravitelj tveganj. Ta naziv vam je podelila revija Risk Magazine, torej lahko rečeva, da ste risk manager številka 1 v državi. Ja, res. Londonska revija Risk Manager nam je leta 2017 zaradi po njihovem mnenju učinkovitega, inovativnega upravljanja z dolgom podarila to prestižno nagrado, kar je seveda zelo pomembno. Imelo zelo pozitivne, bom rekel, stranske učinke, če hočete, na naše delo. Ratinška agencija Moody's je pravzaprav v njihovem poročilu o upravljanju z dolgom, ki ga je ocenila kot rečejo credit positive, pravzaprav citirala, bom rekel, zapise londonske revije Risk Manager. Pravzaprav te taka nagrada tudi uvrsti na nek zemljevid, bom rekel, uspešnih upravljavcev z državnim dolgom in za tveganje. Ja, super. Poznam kar nekaj risk menedžerjev in bi rekla, da so včasih mogoče preveč obremenjeni z vsemi potencialnimi tveganji, ki grozijo, in potem posledično mogoče tudi iz preventive kakšne poteze ne naredijo. Ste mogoče tudi vi bolj previdne sorte, previdne narave kot človek? Pravzaprav bi se opisal kot nekoga, ki je skušal najti neko ravnotežje pri upravljanju z tveganji. To pomeni pravzaprav, da se zavaruješ pred
morebitnimi tveganji, kakor tudi pustiš odprte možnosti za pravzaprav realizacijo bolj ugodnih scenarijev. Ja, tudi to lahko rečeva, ja. Dajva mogoče pogledati trenutno stanje. Trenutno imamo krizo, energetska kriza, predtem smo imeli korona krizo, še predtem smo imeli dolžniško, bančno krizo, finančno-gospodarsko krizo. Zdi se, da smo stalno v neki krizi. Nedavno sem se pogovarjala z nekim antropologom, ki je rekel, da je naše normalno stanje krize in da potem, ko pridemo izven krize, je v bistvu tisto obdobje, ki je malce bolj kratkoročne narave. In v teh kriznih časih države odreagirajo z raznimi, kot že prej našteto, subvencijami, poroštvi, sanacijami, dokapitalizacijami, zdaj vidimo tudi nacionalizacijami. Kako vi kot risk manager gledate na te stalne krize, ki se nam dogajajo, in kako težko je upravljati z vsemi tveganji v času kriz? Ja, pravzaprav je pomembno, da se izkoristi pravzaprav vsaka priložnost, da se tveganja znižujejo. Na ta način se pravzaprav generira neka sposobnost, v tem primeru države Slovenije, da uspešno in učinkovito odreagira v času, ko je pravzaprav potrebna fiskalna podpora za gospodarstvo, za prebivalstvo. To je bil primer v času, ko je bilo potrebno dokapitalizirati bančni sistem. To je bila pač izrazito pomembna operacija, ki je omogočila normalno delovanje bančnega sistema in začetek gospodarske rasti oziroma ponovni zagon gospodarske rasti v Sloveniji po letu 2014. V času covida, ko je bilo potrebno pravzaprav zaščititi potencial slovenskega gospodarstva, kupno moč slovenskega gospodarstva in navsezadnje tudi danes, ko je potrebno pomagati najbolj ranljivim skupinam prebivalstva in pa tistim sektorjem gospodarstva, ki so najbolj prizadeti zaradi trenutnih razmer. A lahko mogoče izpostavite krizo, ob katerih ste se recimo po noči zbujali? Po noči se zbujam pravzaprav kar pogosto. V zadnjih 10 letih dostikrat, moram priznati. Ja. Težko bi pa zdaj opredelil, kdaj sem se po noči najbolj pogosto zbujal v teh 10 letih. Bi mogla kakšno analizo narediti? Verjetno bi moral pobrskati dobro po spominu. Ja. Mogoče gremo nazaj na zakladništvo in zadolžitve zakladništva. Mogoče lahko pojasnite na kratko, katere inštrumente in načine financiranja uporablja država. Država izdaja zakladne menice na rednih avkcijah. Običajno je v posameznem fiskalnem letu 10 avkcij zakladnih menic, ki so 3, 6, 12 in tudi 18 mesečne ročnosti. Izdaja obveznice različnih ročnosti do 60 let. Uporabili smo tudi druge inštrumente, kot je financiranje, kratkoročno financiranje z inštrumentom repo, kjer smo pravzaprav z repo poslom prodali za neko kratkoročno obdobje obveznice Republike Slovenije. Ravno danes sem gledala, v bistvu, katere obveznice imamo v bistvu zdaj na trgu, in jaz sem vas želela vprašati glede ročnosti. Našla sem obveznico, ki zapade leta 2081, potem je 62, imamo še eno obveznico, pa mislim, da nekaj 50, 40, ne. Avstrija recimo pred časom izdala 100-letno obveznico. Zakaj v bistvu izdajamo obveznice s tako ročnostjo? Izdaja obveznice take ročnosti ima pravzaprav dva učinka, ne? In potem več sekundarnih učinkov glede na ta dva učinka. Eden je, da pravzaprav skušamo del državnega dolga premakniti glede zapadnosti čim bolj daleč v prihodnost. To je posebej pomembno z vidika upravljanja s tveganji refinanciranja. Take recimo 60-letne obveznice, 60 let ni potrebno refinancirati. Drugi učinek je pa glede sporočilne moči izdaje take obveznice. Take obveznice lahko izdajajo države oziroma izdajatelji, ki so pravzaprav
ugledni, ki jim pravzaprav zaupajo najbolj kvalitetni investitorji, to so pokojninski skladi, zavarovalnice, ki so običajno glavni investitorji v obveznice takih ročnosti. Avstrija je izdala obveznice 100-letne ročnosti. Tam so pravzaprav sodelovali tudi hedge skladi, ki so nekako monetizirali strukturo te obveznice, pri katere konveksnost je zelo visoka. Seveda, to je bilo zelo popularno v obdobju nizkih obrestnih mer. Danes taka obveznica nima dosti vrednosti, trguje izrazito pod par vrednost na take obveznice, kar je pravzaprav tudi primer za našo 60-letno obveznico. Vrednost te obveznice je danes 35%, glede na nominalno vrednost te obveznice. Investitorji običajno izvedejo pri investiciji v tako obveznico tako manj asset swap, ker pravzaprav pribitek, ki je specifičen za posameznega izdajatelja, oddvojijo od referenčne obrestne mere. Z drugimi besedami, tako pravzaprav fiksno obrestno mero spremenijo v variabilno, kar se jim pravzaprav v takem okolju kot današnjo obrestuje. Recimo, tak asset swap se običajno zamenja za obresti 6-mesečnega Euriborja plus kreditni pribitek, ki je specifičen za posameznega izdajatelja. Investitorji, ki niso pravzaprav izvedli takih zamenjav, so utrpeli velike izgube. Ja, to je verjetno bil kar res en velik glavobol za te investitorje. Nisem pa vedela, da dejansko se dogajajo te asset swapi oziroma zamenjave, se pravi iz fiksne v variabilno. In v trenutnem okolju, ko ECB dviguje ključne obrestne mere, je to lahko v bistvu zelo pozitivno. Kakšni so pa pribitki ponavadi na te obrestne mere? Pribitek je bolj ali manj enak. Gre pravzaprav za strukturo tega asset swapa, glede načina zamenjave pravzaprav glavnice. Ta asset swap je pravzaprav ena druga različica kreditnega pribitka izdajatelja, ki je bolj ali manj ki je bolj ali manj podoben, kot je v primeru fiksne obrestne mere. Mogoče tukaj lahko menimo, da bomo asset swape očitno tudi na trgu, kako bi rekla, stanovanjskih kreditov. Zdaj so se številni odločili, da bodo šli iz spremenljivih v fiksne, če lahko majčkeno sam poveževa. To je obratna pot. To je obratna pot. To je zamenjava iz, variabilne obrestne mere v fiksno obrestno mero. Pri asset swapu gre za drug pravzaprav za obratno transakcijo. Obratno, ja. Gremo se dotakniti zadnje izdaje. Pred nekaj tedni smo izdali 10-letno državno obveznico v višini 500 milijonov evrov z donosnostjo do dospetja pri 3,087%. Kdo so bili kupci te obveznice, kakšna je sestava teh, pa mogoče, če lahko komentirate, glede na to, da se je ta donosnost do dospetja nekoliko dvignila v zadnjem času. Ja. Najprej glede donosa do dospetja na vrednostne papirje Republike Slovenije. Tu je potrebno povedati, da je obrestna mera sestavljena iz referenčne obrestne mere in pa nekega pribitka preko te referenčne obrestne mere. Ta referenčna obrestna mera oziroma referenčna krivulja je lahko obrestna mera srednje obrestne zamenjave in pa pribitka preko teh pribitkov in načinov pravzaprav merjenja tega pribitka je kar nekaj. Asset swap je eden izmed njih. In pa pribitka preko, državne referenčne krivulje, ki je za evroobmočje nemška, referenčna krivulja. Potrebno je poudariti, da je Republika Slovenija v tem obdobju uspela ohraniti, konstruktiven pribitek preko obrestne mere srednje obrestne zamenjave. Ta je pravzaprav ostal v bolj ali manj podobnih okvirih kot v začetku leta.
je tudi primerljiv z bom rekel, kreditnim pribitkom Republike Slovenije na 10-letnem delu krivulje z preteklimi leti. Razširil se je, in to velja tudi za ostale oziroma večino primerljivih držav, preko referenčne obrestne mere nemške državne obveznice. Nemška državna obveznica je, bom rekel, zelo specifičen inštrument. Investitorji ga kupujejo tudi zaradi regulatornih razlogov in se v takih situacijah pravzaprav vnaša na zelo zanimiv način. Republika Slovenija, položaj Republike Slovenije na kapitalskih trgih je torej dober v tem trenutku in strateški cilj upravljanja z dolgom v srednjeročnem obdobju bo pravzaprav zadržati ta pribitek v teh okvirih. Glede zadnje transakcije je treba povedati, da je bila to tretja javna transakcija Republike Slovenije v letošnjem letu. Transakcija je potekala pravzaprav relativno dobro. Videli smo, bom rekel, nek premik krivulje donosnosti Republike Slovenije ob najavi te transakcije. Kljub temu smo pa zaradi zelo dobre knjige naročil uspeli pribitek znižati znotraj sekundarnega trga. Tako da transakcija je potekala v tem okolju zelo dobro. Knjiga naročil je približno 4-krat presegala ponujen znesek. Potrebno pa je povedati, da smo pravzaprav izvajali operacijo upravljanja z dolgom, kar že po naravi nekoliko zniža prožnost pri izvrševanju financiranja. V odkup smo investitorjem ponudili obveznice, ki zapadejo prihodnje leto in pa v leto 2024. Odkupili smo za 300 milijonov evrov obveznic, ki zapadejo predvsem prihodnje leto, in izdali obveznice, s katerimi smo te odkupe financirali in izvršili nekaj dodatnega financiranja. Knjiga pravzaprav naročil je bila, kot sem že omenil, dobra. Sodelovali so zelo kvalitetni investitorji, centralne banke, upravljavci skladov, zavarovalnice, bančne zakladnice in tako naprej. Pravzaprav se knjiga oziroma kvaliteta investitorjev ni bistveno razlikovala od naših izdaj v preteklih letih. Zdaj ste uporabili množino centralne banke. Katere centralne banke, lahko poveste? Pravzaprav ni navada, da bi izdali pravzaprav imena investitorjev v vrednostne Republike Slovenije. To smo pravzaprav morali narediti, ko so take zahteve prihajale iz slovenskega parlamenta, tako da bi tudi tokrat se držal tega načina komuniciranja. Prej ste omenjali donosnost do dospetja. Če danes pogledava na Bloomberg terminal, vidimo, da je 10-letna slovenska obveznica, državna obveznica 3,5%, konec lanskega leta pa je bila ta donosnost med 0,1 do 0,3. Se pravi, donosnosti do dospetja v bistvu kar rastejo. Nekateri ekonomisti celo pričakujejo, da se bo raven podvojila iz 3,5 očitno na 7%, konec koncev. Take smo pa tudi imeli v času globalno finančne krize. Kakšno je vaše mnenje? Zdaj, mnenja glede pravzaprav gibanja obrestnih mer so zelo različna. Na ta način pravzaprav to tudi pojasni okolje, ki je izrazito negotovo in v katerem pravzaprav morajo izdajatelji izvajati operacije financiranja. Torej, gibamo se med scenariji, ki se med sabo zelo razlikujejo. Obstajajo tudi scenariji, po katerih se recimo obrestna mera v drugi polovici prihodnjega leta nekoliko zniža v primerjavi z trenutno višino obrestnih mer oziroma glede na pričakovano višino obrestnih mer v začetku prihodnjega leta. Zdaj,
to je ravno tisto, kar sem vam povedal na začetku, glede neke nagnjenosti k tveganjem, kar je pomembno tudi pri izvrševanju financiranja za izvrševanje proračuna, se pravi tudi glede neke pričakovane dinamike izvrševanja financiranja v prihodnjem letu. Zelo bo, oziroma veliko bo odvisno, oziroma skoraj vse bo odvisno, kakšna bo reakcijska funkcija centralnih bank glede na podatke o inflaciji. Odvisno bo tudi, kakšen bo pristop centralnih bank. Za nas je seveda najbolj relevantno evrsko območje, čeprav tudi dogajanje v globalnem svetu. Odvisno bo, kako bo Evropska centralna banka nadaljevala z uporabo inštrumentov, ki jih ima na razpolago, se soočati z izrazito povišano inflacijo. To bo imelo posledice za, bom rekel, višino obrestne mere, za obliko krivulje. S tem predvsem mislim na dinamiko zviševanja obrestne mere in pa potencialnega prenehanja refinanciranja dolga, ki zapada in je v lasti, v tem primeru Evropske centralne banke, in potencialnega kvantitativnega zategovanja, ker mnogi tržni udeleženci pričakujejo, da bo centralna banka začela zniževati bilančno vsoto na način, da bo začela prodajati pravzaprav obveznice, ki jih je v času kvantitativnega sproščanja kupovala. Bilančna vsota centralnih bank po svetu so zelo visoke, tudi ECB, in pričakujem osebno pritiske za zniževanje bilančne vsote ECB v prihodnjih mesecih. To debato že konec tega leta in seveda potencialne znižanje bilančne vsote že v prvi polovici drugega leta. To bo imelo implikacije predvsem za obliko krivulje donosnosti v evrskem območju, ki je izrazito invertirana. Na ta način bo ECB potencialno uravnavala likvidnost v sistemu, ki je izrazito visoka. To bi seveda imelo posledice za nas, ki upravljamo z dolgovi državnega proračuna in seveda na ostale izdajatelje. Kakšne posledice? Obrestna mera se v takem primeru lahko še dvigne, predvsem pa se lahko spremeni, oziroma se bi skoraj morala spremeniti oblika krivulj donosnosti. Če pogledamo krivuljo donosnosti Republike Slovenije, vidimo, da je pravzaprav ta zelo depresivna. Na kratkem koncu razlikovati se začne od recimo nemške krivulje pri 4-5 letih ročnosti in je tudi izrazito invertirana. To pravzaprav niso neke normalne oblike krivulj donosnosti in tudi pravzaprav na različnih segmentih teh krivulje je dostop do pravzaprav financiranja lahko zelo različen. Se pravi, Republika Slovenija je večino financiranja izvajala na 10-letnem koncu financiranja in taka pričakovanja so tudi za leto 2023 in 2024. Bo pa glede na negotovo okolje potrebno biti zelo pravzaprav prožen fleksibilen, če hočete, pri izvajanju financiranja. Povedali ste kar nekaj zelo zanimivih zadev, pa bi mogoče se vrnila nazaj na tisti scenarij, ki ste omenili, da obstajajo neki scenariji in da en scenarij kaže celo možnost upadanja donosnosti do dospetja v naslednjem letu. Potem pa v drugem koraku sva pomenjala ECB in pa prodajanje obveznic, kar posledično pomeni pritisk na donosnosti do dospetja. Kdo piše te scenarije? Pravzaprav te scenarije, pravzaprav te napovedi delajo tržni udeleženci. Se pravi, take napovedi delajo pravzaprav ekonomisti, raziskovalni oddelki investicijskih bank. Ta poročila pač beremo
skušamo razumeti pravzaprav razloge za take napovedi. In večina pravzaprav investicijskih bank, ki proizvaja take napovedi, vidi znižanje obrestne mere v drugi polovici prihodnjega leta v primerjavi z prvo polovico prihodnjega leta. Kar nekaj omenili ste, da imamo trenutno zelo veliko tveganj. Podeva najprej eno tveganje, ki je tle blizu nas, soseda Italija, mogoče obdelati. V Italiji bo z delom pričela nova vlada. Trgi so to sprejeli, mogoče malce mešano. Na začetku so do spet 10-letnih italijanskih obveznic so precej burno odreagirale, potem so se malo umirile, ko je gospa imela prvi govor, ampak zdaj so se pa nazaj pospele na 4,7%. Mojmir Mrak, ki sem ga tudi gostila v Moneyhow, je povedal, da bi lahko Slovenija tudi zaradi Italije in povečanih političnih tveganj lahko plačevala oziroma se zadolževala dražje. Kako vi gledate na to? Ja, taka tveganja so realna. Pravzaprav to ni edino tveganje, ki mu je recimo Slovenija kot izdajatelj, kot tržni udeleženec izpostavljena. Je pomembno tveganje. Taka, bom rekel, materializacija takih tveganj smo že videli, ko se je pravzaprav pribitek Republike Slovenije razširil pravzaprav zaradi dogajanja v Italiji. Tako da ta tveganja so realna. Pravzaprav pa bo v tem primeru odvisno predvsem od ekonomskih politik Republike Slovenije in ostalih pravzaprav držav evroobmočja. Z robustnimi ekonomskimi politikami je možno taka tveganja omejevati, ki pa ne prihajajo samo iz zahoda Slovenije, ampak tudi iz vzhoda. Vse baltske države, ki mejijo na Ukrajino, so izpostavljene takim tveganj. Njihovi pribitki na državne obveznice so se izrazito razširili. Ratinške agencije so konvertirale izglede njihovih bonitetnih ocen iz stabilnih v negativne. Podobno situacijo srečujemo pri Republiki Avstriji, tako da tveganja so zelo visoka in pomembno bo pravzaprav voditi zelo robustne ekonomske politike. Kakšni so pa vaši scenariji glede same inflacije? Očitno je ta bolj trdovatna, kot smo sprva mislili. Ta je bistveno bolj trdovratna, kot so mnogi mislili. Sam sem verjel, da inflacija je resen problem že, bom rekel, nekje sredi lanskega leta. Kriza v Ukrajini, vojna v Ukrajini je te stvari poslabšala in krizo poglobila. Tako da je pravzaprav dinamika glede inflacije izrazito negotova. Sam ne bi želel napovedovati inflacije v srednjeročnem obdobju, kar je pač za nas pomembno da smo se pravzaprav na tak scenarij v Direktoratu za zakladništvo izrazito dobro pripravili. Slovenija ima, bom rekel, zelo visoke eksplicitne in implicitne rezerve, eksplicitne v obliki prostih denarnih sredstev, implicitne v obliki pravzaprav zelo robustne strukture dolga državnega proračuna, ima močan položaj na kapitalskih trgih, visok rating, odlične odnose z investitorji, tako da pričakujem, da bo Slovenija nadaljevala z izboljšavo svojega relativnega položaja v primerjavi z primerljivimi izdajatelji, tako kot je približno to bilo v primeru oziroma v času COVID krize.
ko je pravzaprav gospodarstvo Slovenije se v letu 2022 skrčilo manj, kot je to bilo povprečje v evroobmočju in Evropski uniji, in se hitreje pravzaprav odbilo v letu 2021 in tudi v letošnjem letu. Ja, ampak ta povišana inflacija lahko verjetno zelo vpliva na konec koncev tudi zadolževanje države. Na eni strani se borimo proti draginji, na drugi strani se soočamo z rastjo stroškov financiranja, pa tudi zahtevami po rasti plač v javnem sektorju. Konec koncev je pa tudi vlada napovedala leta 2023, da se bo podala v boj zoper energetsko krizo s 5 milijardami evrov. Pa me zanima, ali se bomo zadolžili za še dodatnih 5 milijard evrov, poleg že obstoječih in vračunanih aktivnosti. Zdaj, Direktoratu za zakladništvo pravzaprav odčitamo proračunske številke, k temu dodamo potrebno financiranje za poplačilo glavnic in za potencialno vzdrževanje neke ravni likvidnosti državnega proračuna. Na tak način sestavimo potrebno financiranje za neko proračunsko leto. To smo pravzaprav naredili, oziroma to delamo tudi za prihodnje leto in za leto 2024. Pravzaprav pričakujemo, da bojo ukrepi robustni, da bo fiskalna podpora targetirana in da bo to pomagalo pravzaprav blažiti posledice visokih cen energentov in hrane. Če smo pošteni, je naloga pravzaprav vsake vlade, da v takem primeru pomaga najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, sektorjem gospodarstva, ki to pomoč potrebujejo. Seveda taka pomoč mora biti ustrezna, ne sme dodatno povečevati inflacijskih pritiskov in inflacijskih pričakovanj. Z našega vidika je pomembno, da izvajamo program financiranja prihodnje leto in pravzaprav v srednjeročnem obdobju na način, da ohranjamo, odličen položaj Republike Slovenije na kapitalskih trgih. V tem kontekstu je, kot sem že omenil, najbolj pomemben pribitek Republike Slovenije preko nekih referenčnih obrestnih mer. Na referenčne obrestne mere v takem okolju pravzaprav ne moremo vplivati, v veliki meri pa lahko vplivamo na kreditni pribitek Republike Slovenije, ki je pravzaprav specifičen za Slovenijo in pravzaprav odraža kvaliteto fiskalnih politik, stanje v bančnem sistemu, institucionalno trdnost države in tako naprej. Ja, zdaj mogoče bi tukaj komentirala to, da pač prišlo je do rebalansa, Fiskalni svet pravi, da je ta nerealističen. Kako se uravnavajo potrebe po nepredvidenih spremembah in rebalansih? Imate tu kakšno posebno strategijo? Zdaj, sam osebno imam odličen odnos s Fiskalnim svetom mnoga zadnja leta. Pravzaprav jim vedno zelo detaljno predstavim operacije upravljanja z dolgom. To, da so kritični do katerekoli vlade, pač pomeni, da Slovenija ima delujoče inštitucije, da je institucionalni okvir dober, investitorji to seveda spoštujejo. Njihovo mnenje je zanj pomembno. Pomembno je, kako bo pravzaprav Slovenija izvajala podporo prebivalstva in gospodarstva v primerjavi z Evropo kot tako. Evropska komisija nekako oblikuje ukrepe na tej skupni ravni. Se pravi,
Za nas je pomembno, da kot Direktorat za zakladništvo naredimo vse, kar je v naši moči, da ohranjamo položaj Slovenije na kapitalskih trgih v odlični kondiciji, da investitorji, ki so investirali v dolg Republike Slovenije skozi širitev pribitka, ne utrpijo škode. Pri tem ni pomembno samo novo financiranje, potencialno dražje financiranje Republike Slovenije, ampak tudi pravzaprav vpliv na investitorje, ki dolg Republike Slovenije že imajo v lasti. Za nas je zelo pomembno pravzaprav stanje na sekundarnem trgu obveznic Republike Slovenije. Trgovanje z obveznicami Republike Slovenije je obsežno. V zadnjih 12 mesecih je bilo v obsegu 13 milijard evrov. In pomembno je, da ohranjamo oziroma da izvajamo aktivnosti, ki so v podporo trgovanju z dolgom Republike Slovenije na sekundarnem trgu. Mogoče bi tukaj omenila, veliko se govori o smiselnosti fiskalnega pravila, ki nalaga državam cilj največ 65% državnega dolga v BDP in 3% proračunskega primanjkljaja. Zdaj, če pogledava danes dolg sektorja, mislim na konec lanskega leta, dolg sektorja države v deležu BDP je 74,5% iz statističnega urada, to zdaj berem. Kako lahko, sploh ni več prostora za zadolževanje Slovenije na finančnih trgih, če postavimo to v kontekst fiskalnega pravila? Zdaj, slovensko fiskalno pravilo v tem trenutku ni v funkciji, tako rečem. Imamo pravzaprav fiskalni svet, ki poda mnenje na proračunske dokumente, ki jih sprejme vlada in kasneje potem v postopku odobritve v parlamentu. Fiskalno pravilo, ki je bilo v veljavi v Republiki Sloveniji, je pravzaprav fiskalnim oblastem nalagalo, da v ciklu ekonomije, ko je proizvodna vrzel pravzaprav pozitivna, mora imeti proračun Republike Slovenije strukturni primanjkljaj enak nič. Ko je pa ta proizvodna vrzel negativna, je dovoljen maksimalno 0,5% BDP strukturni primanjkljaj, kakršenkoli pravzaprav je primanjkljaj v takem primeru. Se pravi, fiskalno pravilo Republike Slovenije ni nikoli omejevalo dolga države pri nekem nivoju. Poznali smo maastrichtski kriterij, ki je pravzaprav to višino postavil pri 60% BDP in tudi državam nalagal, da morajo deficit države znižati pod 3% BDP. V takih primerih, ko so države znižale deficite pod 3% BDP, je skladno z evropskim pravilom o stabilnosti in rasti bilo zahtevalo, da se razlika med dolgom države in 60% znižuje za 1/20 na leto. Sam sem mnenja, da je fiskalno pravilo zelo pomembno. Bilo je zelo pomembno v času, ko Slovenija zelo uspešno pravzaprav konsolidirala javne finance in znižala dolg iz 82,6% BDP na 65,6% BDP v letu 2011. Na ta način si je Republika Slovenija v veliki meri povrnila fiskalni prostor, kar je bilo izrazito pomembno, da je lahko proticiklično delovala z vidika fiskalne politike v času COVID krize. In v nadaljevanju bo Slovenija morala nadaljevati z znižanjem dolga države v odstotku BDP,
kar smo pravzaprav začeli konec lanskega leta, ko se je dolg znižal iz 79,6% BDP v letu 2020 na 74,9% BDP. Znižanje načrtujemo tudi za letošnje leto na med 71 in 72% BDP in nadaljevanje znižanje dolga države v srednjeročnem obdobju pod 70% BDP. Sam sem mnenja, da se bojo fiskalna pravila in pa zahteve, ki izhajajo iz pakta stabilnosti in rasti Evropske unije, morali spremeniti. Predvsem v času, ko pravzaprav ekonomija potrebuje podporo, ko pravzaprav fiskalna politika mora delovati ekspanzivno. Je pa bilo fiskalno pravilo, to bom še enkrat poudaril, izrazito pomembno za konsolidacijo javnih financ v obdobju 2014 in 2019 za Slovenijo. Prej ste že omenjal likvidnostno rezervo. Zdaj recimo, če pogledava pri upravljanju družinskih proračunov, je priporočljivo, da imamo vsaj za 6 mesečnih plač ali vsaj 6 mesečnih stroškov varnostne rezerve. Kako pa se oblikuje likvidnostna rezerva države in katere vrste naložbe sestavlja to likvidnostno premoženje? Pravzaprav zelo podobno. Likvidnostna rezerva se meri z obdobjem, ko pravzaprav v tem primeru Slovenija ima sredstva za pokrivanje svojih obveznosti. In ta likvidnostna rezerva Republike Slovenije je v tem trenutku visoka in pravzaprav zadošča za pokrivanje potreb državnega proračuna za precej dolgo obdobje. V tem negotovem času je zelo težko pravzaprav povedati, kako dolgo je to obdobje. Denarne rezerve v tem trenutku še vedno znašajo, oziroma stanje enotnega zakladniškega računa znaša še vedno 9 milijard evrov, kar bo pravzaprav Sloveniji omogočalo bistveno bolj ugoden položaj na kapitalskih trgih prihodnje leto. Letos sem opazila, sicer bi verjetno mogla že prej opaziti, ampak zanimivo mi je bilo to, da Slovenija vrši svoje operacije financiranja tudi tako, da v bistvu ne izda nove obveznice, pač pa poveča izdajo iste obveznice. Denimo letos je država že 4-krat na tak način povečala izdajo iste obveznice, in sicer za 830 milijonov. Pogovarjala sem se s številnimi upravljalci, poznavalci obvezniškega trga in so rekli, da recimo Italija to počne na tedenski bazi, da poveča izdajo iste obveznice. Zdaj, to ni čisto običajno, bom vprašala tako, je to običajna praksa? To je zelo običajna praksa. To počnejo vsi zdaj. Od kdaj? Ja. Od kdaj je ta praksa se prakticira, če smem samo to še zmotiti vas? Od kdaj se to prakticira, ker menda, da je to nekaj, kar počnete že mogoče nekaj zadnjih let? To počnemo pravzaprav že zelo dolgo. Ves čas pravzaprav mojega mandata direktorata za zakladništvo. Na tak način smo recimo izvršili financiranje za dokapitalizacijo bank v obliki obveznic. Izdali smo obveznice enakomerno po takrat krivulji Republike Slovenije in izročili recimo obveznice bankam kot vložek za dokapitalizacijo. Drugače pa to izvajamo vedno. Mogoče smo letos to izvajali v večjem obsegu, tudi na način, ko smo obveznice izdali na podlagi povratnega povpraševanja investitorjev, pri čemer smo financiranje izvršili še nekoliko bolj cenovno ugodno za državni proračun, ampak to izvajamo pravzaprav že dolgo časa.
A pa obstajajo kakšna pravila glede tega, kolikokrat lahko to narediš, da izdaš dodatne obveznice oziroma povečaš izdajo iste obveznice? Kolikokrat lahko to narediš? To lahko z isto narediš obveznico? do takrat, ko je pravzaprav višina te obveznice dosegla neko velikost izdaje, ki je še primerna z vidika upravljanja tveganj refinanciranja v tistem fiskalnem letu, ko ta dolg zapade. Recimo 10-letna referenčna obveznica, ki zapade leta 2032, je dosegla 3,8 milijarde evrov vrednost izdaje. Menimo, da je to pravzaprav za to obveznico tista maksimalna višina izdaje, ki še omogoča pravzaprav učinkovito upravljanje tveganja refinanciranja v tistem fiskalnem letu. Zdaj sva že parkrat omenila refinanciranje, koliko pa je trenutni razpoložljivi celotni znesek glavnic državnih vrednostnih papirjev, ki zapade v tem in v naslednjem letu, ter kakšne so potrebe po refinanciranju? V tem letu smo bolj ali manj zagotovili financiranje, v drugem letu pa zapade 1,6 milijarde evrov glavnic in 2 milijardi v letu 2024. Kakšni so pa načrti glede novih izdaj? Nove izdaje načrtujemo v prihodnjem letu. Pripravljamo se na izdaje različnih inštrumentov financiranja Republike Slovenije na različnih trgih v različnih valutah. To ste zelo tako povedali. A ste lahko malo bolj specifični? Ja, recimo pomembna naloga Direktorata za zakladništvo v tem trenutku je priprava drugega okvirja trajnostne obveznice Republike Slovenije. Slovenija tak okvir uspešno pripravila v letu 2021 in izdala obveznico v višini 1,2 milijarde v formatu trajnostne obveznice. Pričeli smo s pripravo drugega okvirja, ki bo nekako naslovil primerne zelene in socialne izdatke v letošnjem fiskalnem letu, v letu 2023, 2024 in 2025. Nadejamo se, okvirja, ki bo dovolj velik, da bo Slovenija uspešno izdala svojo drugo trajnostno obveznico v začetku prihodnjega leta. Oziramo se ponovno po dolarskem trgu, po japonskem trgu, razmišljamo o inštrumentih, ki bi bil vezan na inflacijo. Pri inštrumentih v tujih valutah in pri inštrumentih vezanih na inflacijo je pravzaprav potrebno uravnavanje tveganj, ki so povezani z izdajo takih inštrumentov. Gre pa predvsem za diverzifikacijo baze investitorjev v obveznice Republike Slovenije in pa v prvi vrsti uravnavanja ravnoteže med ponudbo in povpraševanjem po vrednostnih papirjih Republike Slovenije, ki je pravzaprav v tem trenutku pod velikim pritiskom. In pričakujemo, da bo zaradi morebitnega prenehanja refinanciranja dolga, ki zapade strani Evropske centralne banke in potencialne prodaje vrednostnih papirjev, ki so jih nakupili v času kvantitativnega sproščanja, to še pod bistveno večjim pritiskom. In možen način pravzaprav uravnavanja ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih Republike Slovenije je prav ta, da širimo bazo investitorjev in inštrumente financiranja Republike Slovenije. Zdaj ste povedali kar nekaj zanimivih stvari. Recimo, kar se tiče, Slovenija ima 3 obveznice, ki so denominirane v ameriškem dolarju. Zapade ena oziroma letos, 26. oktobra, maja leta 23 in februarja 24. Tukaj imamo prisotno valutno tveganje, trenutno je dolar kralj valut. Kako gledate na to? Omenjali ste tudi japonski trg, a imamo mogoče že danes kakšno obveznico, ki je denominirana v jenu?
Obveznice denominirane v japonskem jenu še nimamo. Po tem trgu se oziramo, imamo zelo dobre odnose z investitorji na Japonskem. Drugače pa je s tveganji, ki izhajajo iz izdaje obveznic v tujih valutah, potrebno upravljati. Pri takih izdajah izvršimo tako imenovano valutno zamenjavo. Ta se sestavljena iz dveh obrestnih zamenjav in tako imenovane basis zamenjave. Na tak način pravzaprav ustvarimo sintetično zadolžitev v evrih. Tako da so nam denarni tokovi pravzaprav znani v evrih. Glavnico, ki jo prejmemo v evrskem znesku, tudi v evrskem znesku v isti višini vrnemo za poplačilo dolarskega dolga, ne glede na gibanje tečaja med evro in dolarjem. Seveda je to zelo enostaven opis te operacije. Ta operacija pravzaprav je bistveno bolj komplicirana, potrebno je upravljati z različnimi tveganji, tudi s kreditnim tveganjem, ki izhaja iz takih izpostavljenosti. Valutna zamenjava se sklene z investicijskimi bankami, ki pravzaprav ponujajo te storitve. Omenili ste tudi neke produkte vezano na zaščito pred inflacijo. Tukaj govoriva o Treasury Inflation Protected Securities, o tem se je zelo veliko govorilo v Ameriki. Ja, mnoge države izdajajo obveznice, ki so vezane na inflacijo. Najbolj nekako razširjen je kanadski model, ki prilagaja glavnico glede na indeks, ki je vezan na inflacijo. Pravzaprav v tem primeru gre za zaščito investitorjev, ki so kompenzirani za bom rekel, inflacijo za čas trajanja takega inštrumenta. Na drugi strani se izdajatelj lahko ščiti pred morebitnimi prekomernimi izdatki, ki nekako so posledica izdaje takih inštrumentov, in to bi bil tudi naš namen. Pomembno je, da je to dodatna baza investitorjev. Moram pa povedati, da pravzaprav v tem trenutku o tem inštrumentu šele razmišljamo. Bi vas pa še nekaj vprašala vezano na recesijo. Vem, da Umar recesije ne vidi stagflacijo, pa me zanima, kako se risk manager pripravlja na recesijo oziroma stagflacijo. Zdaj sva že omenila te produkte oziroma te inštrumente za zaščito pred inflacijo. Ampak vseeno, kako se pripravljate na to? Pravzaprav stagflacija pomeni povišano inflacijo v okolju nizke gospodarske rasti. To pač ima implikacije za višino obrestne mere, ki je nekako prevladujoča na kapitalskih trgih. Spet je ta sestavljena iz referenčne obrestne mere in pa pribitka preko tega. Mi se pripravljamo, da pravzaprav pribitek, na katerega v veliki meri lahko vplivamo, ostane v takem konstruktivnem kontekstu, kot je danes. Pravzaprav je tu pomembno delo, ki smo ga opravili v preteklosti. V Direktoratu za zakladništvo smo po mnenju mnogih uspešno naslovili vsa tveganja, ki jih je Republika Slovenija prevzemala, predvsem v obdobju sanacije bančnega sistema. Tako da je risk metrika dolga državnega proračuna robustna in nam to pravzaprav omogoča zelo učinkovito izvrševanje financiranja za potrebe proračuna v srednjeročnem obdobju. Veliko bo pravzaprav odvisno od načina izvajanja tega financiranja.
Potrebno bo zelo natančno načrtovanje izvrševanja financiranja, potrebno bo izkoristiti vsako dobro priložnost za izvrševanje financiranja. Izvrševanje financiranja bo potrebno izvajati bolj pogosto, v manjših obsegih. S tem je povezano veliko več pravzaprav operativnega dela v Direktoratu za zakladništvo. Kot sem že omenil, potrebna bo še dodatna podpora sekundarnemu trgu vrednostnih papirjev Republike Slovenije. Tako da pravzaprav delo, ki ga bomo morali opraviti v srednjeročnem obdobju, bo izrazito intenzivno. A vas lahko nekaj vprašam vezano, to me zanima me, kako izgleda, ko gre država na mednarodni roadshow. Kako se to razlikuje, ko gre recimo neko podjetje ali pa država? Morda se razlikuje v tem, da država, bom rekel, zelo pogost udeleženec finančnih trgov in da mora to pravzaprav izvajati bolj pogosto, ne. Se pravi, naša komunikacija z investitorji se pravzaprav začne z pripravo nekega pisma z nekimi aktualnimi dogodki v Republiki Sloveniji, ki ga pravzaprav investitorjem pošiljamo, ko mislimo, da imamo informacije, ki so lahko koristne za investitorje. Z investitorji komuniciramo pravzaprav največ v dialogu z vzdrževalci trga vrednostnih papirjev Republike Slovenije. Potrebno je povedati, da je obseg trgovanja zelo velik, da pravzaprav trgovci, ki trgujejo z obveznicami Republike Slovenije, na dnevni ravni komunicirajo z investitorji, s tistimi, ki prodajo obveznice Republike Slovenije, s tistimi, ki kupijo obveznice Republike Slovenije. Ta dialog je ključen in tudi najbolj intenziven. Seveda, navada je, da se z investitorji komunicira na tako imenovanih roadshowih. To je zelo odvisno od gospodarskega cikla, od pravzaprav interesa investitorjev pridobiti informacije od izdajatelja na različnih nivojih. Ko je država v večjih težavah, pravzaprav tudi investitorji zahtevajo za take pogovore, lahko tudi pridejo v Slovenijo na take pogovore. Tega je bilo dosti v letu 2013 in 2014, ko je Slovenija pravzaprav bila v relativno zahtevni situaciji. Ko se razmere umirijo, so najbolj primerni utečeni kanali komuniciranja z investitorji. Drugače pa izdajatelji periodično obiščemo investitorje v njihovih predstavništvih po svetu. Tak pravzaprav sestanek zgleda, da se investitorja vpraša, kako pravzaprav želi, da poteka tak sestanek. Lahko se začne z našo predstavitvijo aktualnih razmer v Republiki Sloveniji. Lahko se začne takoj z vprašanji investitorjev. Nekateri oziroma večina investitorjev položaj v Republiki Sloveniji spremljajo in zelo dobro poznajo. So včasih tudi kakšna neprijetna vprašanja z njihove strani? Neprijetna vprašanja so bila predvsem v letu 2014. Slovenija je v tem trenutku ugleden izdajatelj, tako da taki pogovori potekajo na najvišjem možnem nivoju in izrazito v konstruktivnem ozračju. Investitorji želijo vedeti pravzaprav podrobnosti o fiskalnem položaju, o fiskalni politiki, o stanju v bančnem sistemu, o finančni stabilnosti, o strukturi plačilne bilance in pa seveda o načinu in strategiji upravljanja z dolgom.
Ne, to sem vas vprašala, zato ker zdaj se dogaja vezano na Petrol in geoplin, ampak ne bova šla v to zgodbo. Samo to se mi zdi, da Petrol recimo tukaj so ga bonitetne agencije dale na credit negative watch, ne, kar v bistvu je lahko zelo slaba novica za Petrol konec koncev, s tem pa signalizira tudi navzven, kakšen je odnos države do v bistvu samih podjetij, do dogajanja v Sloveniji in vsega pač ne, kar se dogaja trenutno, vezano na energetsko krizo. Ne. A to lahko mogoče tudi kaj vpliva na vas, na naše zadolževanje, če pride do kakšnih takih scenarijev? Zdaj, najbolj pomembno je ohranjati rating Republike Slovenije in to je pravzaprav naša naloga. Ne. Mi imamo odlične odnose z ratinškimi agencijami. Rating Slovenije se sicer še vedno razlikuje med agencijo, ki Sloveniji pripisuje dvojni A minus oceno in A3 oceno. Položaj Slovenije je trden in verjamem, da se lahko ohrani ne glede na nekatere morebitne negativne dogodke v Republiki Sloveniji. Če želite, ne, nobena taka novica ni dobra. Ne. Pomembno je, ne, da pravzaprav se pojasnijo različni pogledi ratinškim agencijam glede na pravzaprav različne načine podpore ali, bom rekel, nekih ukrepov, ki jih država upravlja. Ok, a greva mogoče za konec samo mali vlagatelji velikokrat vprašajo, kako kupiti sploh obveznico. A lahko mogoče tukaj pojasniva, kakšni so recimo minimalni zneski, kako v bistvu kupiti obveznico, državno obveznico recimo? Minimalni znesek je 1000 evrov. In za nakup državne obveznice je potreben pravzaprav pogovor z neko, bom rekel, borzno posredniško hišo, ki take posle opravlja. Slovenija ima sistem primarnega vpisništva, ima 15 primarnih vpisnikov, to so ugledne mednarodne finančne inštitucije in pa 3 domače inštitucije, to so NLB, NKBM in Unicredit Slovenija. V primeru, bom rekel, povpraševanja po vrednostnih papirjih Republike Slovenije strani prebivalstva bomo v vsakem primeru zagotovili dovolj visok obseg pravzaprav vrednostnih papirjev za ta namen. Je potrebno pravzaprav se zavedati tveganja, tržnega tveganja, ki je povezano z investicijo v take vrednostne papirje. Če ste omenili, da mnogi ekonomisti menijo, da se obrestna mera lahko še bistveno zviša, oziroma, če se ne motim, ste omenili podvoji. To pomeni, da se vrednost take obveznice v takem primeru zniža. In pomembno je, da pravzaprav vlagatelji poznajo to tržno tveganje. Kreditno tveganje, ki je povezano z pravzaprav investicijo v vrednostne papirje Republike Slovenije, se odraža v kreditnem pribitku. In tudi, bom rekel, povečanje kreditnega pribitka je realno tveganje v takem okolju in borzni posredniki so dolžni potencialne male investitorje seznaniti s takimi tveganji. A pa je zanimanje strani fizičnih oseb za nakup obveznic, ste to mogoče kaj zaznali? Je. A pa imamo kakšno statistiko, da bi se vodila, da bi lahko rekli, ne vem, koliko investicij je bilo strani fizičnih oseb opravljeno? Tega je malo. To verjetno bi Tega je malo, pravzaprav statistika je zanemarljiva. Je pa pravzaprav ta interes zaznan in ne izključujemo, da se bo v nadaljevanju povečeval.
Je pa seveda, kot ste omenili, potrebno opozoriti na vsa ta tveganja, ki smo jim izpostavljeni, če investiramo. A mogoče tudi vi investirate, mogoče ne obveznice, delnice, ETF-e? Investiram v sklade, na mesečni ravni odvajam nek del svojega dohodka za ta namen. In s tem nameravam tudi na podoben način nadaljevati. No, super. Najlepša hvala, gospod Divjak, za odlično debato. Mislim, da je marsikateremu poslušalcu zdaj tudi bolj jasno, kako poteka zadolževanje na državni ravni. Hvala, da ste bili gost MoneyHow. Hvala lepa vam. Dragi poslušalci in gledalci, poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.